Živijo družba, dobrodošli nazaj. Slovenci smo do te krize poznali tri domače superheroje. Imamo prebrisanega Kekca, imamo močnega Petra Klepca in imamo izkušenega diplomata Martina Krpana. Ampak te dni lahko zdaj mirno ostanejo doma v karanteni, ker imamo Slovenci novega junaka. Drage gledalke, dragi gledalci, z mano je vodja konzularnega sektorja Ministrstva za zunanje zadeve, Andrej Šter. Andrej, pozdravljen. Lep pozdrav, živjo. Andrej, kam vas pravzaprav zdaj pozdravljam? Kje se nahajate? Tole je mala sejna soba Ministrstva za zunanje zadeve. Za mano vidite slike nekdanjih slovenskih diplomatov, vsak ima svojo zgodbo in prostora na steni je že skoraj zmanjkalo, tako da ne vem, kam bomo dali mojo sliko. V Mladiki ste, ne, v ta stari bolnici vojaški? Točno, v Mladiki na Šubički in tukaj je centralna lokacija Ministrstva za zunanje zadeve. Zakaj vas moram najprej vprašati? To me najbolj ferbec smatra. A smo s Poljaki še frendi? A smo še prijatelji s Poljsko? Vem, si predstavljam. Poljaki so bili tisti, ki so peljali 7 praznih stolov nazaj v Varšavo. Torej, s Poljaki smo še frendi, vendar zdaj, ko mi ne moramo več zagotavljati poletov iz Varšave v Ljubljano, oni ne ukrcavajo Slovencev, ker tak je njihov pogoj. Sicer smo pa prijatelji, ja. Tak je zdaj res njihov pogoj, tega nisem vedel. Se pravi, je tista aferica le pustila posledice? No, tak je bil njihov pogoj že ves čas. Oni želijo, da tisti, ki se pripeljejo v Varšavo, da jih njihova država, v konkretnem primeru mi, po luftu odpelje iz Varšave brez ustavljanja kjerkoli drugje domov. In mi tega ta trenutek ne moramo zagotavljati, zato ker nimamo več mandata, da bi plačali kakšno letalo. Ker, ne vem, če moram spomniti gledalce in gledalke, šlo je za tisti primer. Problematičen je bil namreč razlog, zakaj 7 Slovencev je prišlo do aviona ali pa so imeli vso možnost, da jih prepeljemo domov, ker je skrajni čas, pridite, in so rekli, ja, bomo počakali na ugodnejšo varianto. Zdaj me pa zanima, a veste, kaj se z njimi zdaj dogaja? To hočemo slišati. A so ostali tam? A so dobili kazen? A jih je Bog štrafal? Ne, Bog vedno na koncu štrafa. Mi nismo zamerljivi. Jaz nimam nikakršnih zlih želja. Jaz mislim, da so se malo šlepali na tiste avione, ki so šli iz Madrida proti Sloveniji. Jaz v bistvu sploh ne vem, kdo to so. So eni zarobljeni, zadrti škrtači, ampak jaz sem vesel, da se jim je uspelo, če se jim je uspelo z Kanarskih otokov odpeljati, mi nismo od tam nikogar več pripeljali v Slovenijo. Podatka pa nimate, a so prišli nazaj, ali ne? Ne. Škoda, me prav zanima, no, koliko si moral pa zdaj plačati, pezde? Rad bi vas vprašal, na začetku, ko se je bilo treba kar naenkrat začeti ukvarjati, Madonna, Slovenci imamo po svetu, linije so zaprte in je bila to ta. Koliko imate zdaj dela? A se je kaj umirilo? Koliko imamo še Slovencev po svetu? Koliko se je treba še z njimi ukvarjati? Ja, en moj kolega, ki je veleposlanik nekje čez lužo, je rekel, veš, počutim se, kot bi bilo maja 45, vedno več jih prileze iz goščave. Slovencev zunaj očitno ne bo nikoli zmanjkalo. Naše delo ali pa delo mojih kolegov, ki se ukvarjajo s tem, se je pa spremenilo. Namreč zdaj se ukvarjamo z samimi izjemnimi primeri. Zdaj je to kakšen, ki je bolan, je to mogoče kakšna gospa z 2 majhnima otrokoma, ki se želi umakniti iz Tunisa. Skratka, ves čas se ukvarjamo z nečim, kar zares je nujno in delo se je morda spremenilo, ni ga pa zagotovo ne manj ali pa da bi bilo manj zakomplicirano. Obstaja morda kakšen primer, recimo Slovenca, ki je pa res predaleč zalutal, pa mu bo treba preprosto reči,
Oprosti, ne vemo, kako naj te pripeljemo domov. A bomo koga pustili? Ja? Zagotovo bomo in smo že precej Slovencem svetovali, da naj si preprosto tam umislijo en varen način življenja. Recimo, da to velja za Novo Zelandijo. Nova Zelandija ne organizira evakuacijskih letov, niti jih ne pusti. In imamo nekaj Slovencev, ki so tam. Zdaj, če vzamemo, da se je tam snemalo celo vrsta takih idiličnih filmov, recimo kakšna Ksena ali pa ne vem, še mnogo kaj, ne? Potem jim ni slabo, ampak je pa drago. Namreč Novozelandci ta raj ponujajo za precej svojih dolarjev ali karkoli že imajo in ti Slovenci bodo ostali toliko časa, dokler se ne bodo spet vzpostavile redne letalske linije po svetu. Ampak po moje, ko že omenjate Novo Zelandijo, se pa po drugi strani tistim Slovencem, ki so zdaj tam, mogoče sploh ni treba muditi domov, ker zanimivo, Zelandija je ena od najbolj uspešnih dežel v borbi proti virusu. Menda imajo, še včeraj sem bral, se mi zdi, predvčerajšnjim, da imajo eno samo smrtno žrtev zaradi koronavirusa. Jaz tega podatka nimam, ampak zanašati se na to, da je nekje še kar dobro in da bo tako tudi ostali, včasih vrljivo. Večina Slovencev, ki so bili v Združenih državah, so dolgo časa sporočali, ni treba nič z nami računati, mi bomo kar tu. No, mislim, zdaj je treba z njimi računati in tam bo veliko ljudi, ki so že ali pa bodo še v večjih težavah. Res pa je, da je evakuacijska pot iz ZDA zelo zakomplicirana in da mest ne bo prav dosti več. Čas se nama počasi steka, za konec še v službo se menda vozite z Jelkom Karcinom v istem avtomobilu. Kaj se pogovarjata? Pa ponavadi so vsak na svojem telefonu, skušava biti bolj tiha, zato da ne motva en drugega. Včasih pa Kacin zlasti meni pove, kaj se je tisto noč, tisti večer dogajalo. Jaz namreč nimam niti želje, niti volje, da bi kakšne časopise bral ali kaj takega in sem včasih presenečen, recimo nad kakšno kadrovsko rešitvijo ali pa kakšno odločitvijo ali pa kakšnim javnim komentarjem. Večinoma gre za tak bolj sarkastičen ali pa humoren način komentiranja. Hvala lepa za pogovor, gospod Šter. Nasvidenje, srečno, pa hvala. Hvala vam in hvala tudi lepe praznike vašim gledalcem. Enako.